V Domžalah je potekal dvoboj med domačimi Radomljami in Zavrčem. Haložani so letos že zmagali v Domžalah, ampak pri vodilni ekipi prvenstva s 3:1, tokrat pa Radomlje še vedno na zadnjem mestu. Še vedno so namreč brez zmage pred domačimi navijači. Prva akcija tekme pripadla Radomljam, poskušal je Cerar mimo gola, potem pa 13. minuta in takoj gol za ekipo Zavrča. Antolek je zatresel mrežo in premagal Andriča za 0:1. Lepa akcija gostov, povratna žoga, Antolek je zatresel za prednost gostov. Tekla je 22. minuta, prosti strel Zavrča, žoga pred vrata. Dino Kresinger je zatresel mrežo, njegov gol je bil razveljavljen, tole je bil prepovedan položaj gostujoče ekipe. Po dobre pol ure igre pa še nevaren protinapad. Lepa žoga proti Kresingerju, ki je ostal sam pred vrati in premagal Andriča še drugič na tekmi. 0:2 že v prvem polčasu za gostujoče nogometaše. Drugi polčas je prinesel prvo priložnost za Radomlje, to je bil prosti strel, lahko delo za Raniloviča, ki je strel brez težav zadržal. Ob koncu tekme pa še napaka v obrambi Zavrča, to je bil prekršek za 11-metrovko. Glavni sodnik je pokazal na belo točko in lepa priložnost za Radomlje, da zabijo vsaj častni zadetek v Domžalah. Prekršek 11-metrovka, tekla je 86. minuta, k žogi pa je stopil kapetan domačega moštva Janez Zavrl in bil brez težav natančen, premagal Raniloviča za 1:2. Radomljani so hiteli do konca, skušali zabiti še en zadetek za izenačenje, ampak časa je bilo premalo, pravih akcij več ni bilo in tudi Zavrč je zmagal v Domžalah pri Radomljah, domači še vedno zadnji, Zavrč pa se je izenačil z Olimpijo in Mariborom pri 29 točkah. Dobro, nogomet je sestavljen iz napak in mi dejansko plačamo te napake iz tekme v tekmo. Mislim, nasprotnik nas hitro kaznuje, pokaže svojo kvaliteto. Zelo pomembna zmaga, bili smo v lošem nizu. Zelo pomembna zmaga, bili smo v slabi seriji, zato nam te 3 točke res ogromno pomenijo. Na začetku smo se dobro postavili, kontrolirali smo dogajanje na igrišču in bili smo boljši. Zabili smo 2 gola in dobili prvi polčas. Za drugi del smo se dogovorili, da se nekoliko pomaknemo nazaj in ne delamo napak. Vse je bilo v redu do zaključka tekme, ko smo storili prekršek za 11-metrovko, ampak vseeno čestitke soigralcem za borbo, za zmago in mislim, da je bila ta zaslužena. Borili i zasluženo pobjedili.